V sredo pred 76 leti je Rdeča armada osvobodila nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau, kjer je življenje izgubilo več kot milijon ljudi, med njimi tudi več kot 1300 Slovencev. Poleg tega je holokavst dobesedno izbrisal judovsko skupnost v Sloveniji, ki je bila najštevilčnejša, predvsem v Prekmurju. Torej, vsekakor je potrebno izpostaviti, da judovska skupnost tako v Murski Soboti, Beltincih kot Lendavi ključno vpliva na družbeno življenje tistega časa. Torej, tukaj moramo omeniti recimo njihov vpliv predvsem na področju gospodarstva. Je pa vsekakor potrebno izpostaviti tudi vpliv na kulturnem in kasneje seveda političnem področju. Zdaj, potem s Trianonsko mirovno pogodbo se stvari bistveno spremenijo, na nek način judovske skupnosti v Prekmurju lahko rečemo stagnirajo, vse do začetka druge svetovne vojne. V bistvu s holokaustom pa tako teoretično kot praktično judovske skupnosti na območju Prekmurja prenehajo obstajati. In osebno se mi kot zgodovinarju zdi zelo pomembno, da obravnavamo takšne tematike, da se z njimi ukvarjamo, predvsem zaradi tega, da bodo imeli naslednje generacije sploh neko znanje o tem, kaj se je tukaj dogajalo. Se je treba izpostaviti predvsem to, torej vse to se je zgodilo pred približno 80 leti in vse skupaj postaja zelo, zelo abstraktno. Tudi sam iz moje izkušnje lahko povem, da predvsem, ko predavam mlajšim generacijam, zelo težko razumejo, kdo sploh so bili Judje, kako so vplivali. In sam bi si želel resnično, da v prihodnjih letih, če ne desetletju, naredimo več na tem področju spoznavanja njihovega doprinosa v življenju judovskih skupnosti v Prekmurju, da nastanejo neka temeljna znanstvena kulturna dela. In s tem bomo na nek način vsi tisti, ki se s to tematiko ukvarjamo, dosegli svoj cilj obstoja, raziskovanja in tako naprej. Judje kot posamezniki in tudi kot skupnost so v mestu Lendava dali neprecenljiv prispevek in pečat. Zapustili so trajne in neizbrišljive sledi, ki so v tradiciji industrijskih in obrtnih panog ter mnogih drugih spomenikov, segmentov družbenega razvoja živele še mnoge desetletja po tistem, ko so bili dobesedno izbrisani iz zemljevida našega mesta, a ne iz naših spominov. Spoštovanje in negovanje njihove stavbne in duhovne dediščine je eden temeljnih stebrov identitete Lendave. Spoštovanje različnosti je v tem mestu vedno temeljilo na načelih vključevanja in strpnosti. Ponosen in hvaležen sem, da tudi predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, vsaki z vso naklonjenostjo izkazuje spoštovanje do naših prizadevanj po ohranjanju spomina in poklona žrtvam nepojmljive tragedije človeštva, ki je sistematičnim uničenjem izbrisala pomemben del evropske identitete. Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta tako v Lendavi vsako leto obeležimo z različnimi dogodki, poklonom žrtvam tukaj na judovskem pokopališču v Dolgi vasi, pa vedno, tako kot danes, obudi najbolj temne spomine naše in celote svetovne skupnosti. Naj bodo ti občutki predvsem v opomin, da se kaj takega več nikoli ne zgodi. Ko so 26. aprila 1944 prišli po večino lendavskih Judov, se je začel proces, ki je pripeljal do tega, da leto dni kasneje je bila živa manj kot desetina prvotnega števila. Ko so se preživeli vrnili nazaj v Lendavo in ko so sicer nekaj časa dojeli, kaj je bilo izgubljeno in da ti, ki so umrli, nimajo grobov, so se odločili, da postavijo tale spomenik za nami. 1947. leta je bilo to. To, da smo danes tukaj, ni slučajno. Tako kot seveda niso mogli nekjer drugje postaviti tega spomenika kot tu, tudi mi danes pravzaprav v tej državi nimamo nobene druge točke, razen same Lendavske sinagoge, kjer smo lansko leto bili, kjer se lahko tega najbolj direktno spomnimo. Se pa je postavilo vprašanje, zakaj po vseh teh letih še vedno nimamo seveda točke spomina ne samo na lendavske Jude, pač pa na vse slovenske žrtve Auschwitza v Auschwitzu. Zadeva je seveda precej zapletena, vleče se že vrsto let, je del nasledstva Jugoslavije, ampak mislim, da bi morala slovenska država res počasi že enkrat narediti ta korak, da je torej muzej v Auschwitzu tudi muzej, ki je posvečen slovenskim žrtvam Auschwitza. Vem, da je zahtevna zadeva, vem, da se pristojne kulturne ministrstvo že leta temu seveda zelo posvečajo, ampak verjetno bi pomoč zunanjega ministrstva, verjetno tudi predsednika vlade, lahko v prihodnosti pomagala. In upam, da naslednjo leto, ko bomo ponovno se srečali
tukaj v Lendavi se bo ta stvar premaknila in da ne bom več govoril o tem, kar bi morali narediti. Kajti, žrtve si to zaslužijo, tisti, ki pa so pred nami, pa bi to morali dobiti. Na nas pa je, da to naredimo. Leta 1910 so Judje predstavljali kar 10% prebivalstva v Prekmurju. Glejte, nasplošno je v Prekmurju znano, da so Judje v veliki meri imeli monopol, kljub svoji manjši številčnosti, tako bom rekel. Torej, treba je vedeti, za časa recimo leta 1910 Judje v Prekmurju predstavljajo približno 10% prebivalstva, na drugi strani pa obvladajo v veliki meri, torej vsaj 3/4 gospodarstva, kar je prinašalo določena nesoglasja v družbi, jasno. Je pa treba tukaj izpostaviti seveda opekarništvo, hotelirstvo, torej če navedemo nekaj hotelov v Prekmurju, hotel Dobraji, današnji hotel Krona oziroma mestno hišo v Lendavi, to je vse bilo v judovskih rokah, ključno so prispevali k ustanovitvi prvega denarnega zavoda v Prekmurju, torej Dolnje Lendavske hranilnice, ob tem, da so imeli ogromno majhnih obrtniških delavnic, v bistvu ključno prispevali k temu, da je nastala dežnikarna leta 1906 v Lendavi. Pri družbenih dosežkih je nemogoče iti mimo tega, da je v bistvu v Prekmurju, ravno v Lendavi, nastal prvi nogometni klub na območju današnje Slovenije. Torej, to so le neke malenkosti, mini inserti, če lahko tako rečemo, iz družbenega življenja judovstva v Prekmurju, je pa vse skupaj veliko več. Torej, osebno menim, da bi ob tem, da poznamo ogromno imen, torej žrtev holokausta, bilo resnično vredno in pošteno, da se raziščejo njihove življenjske zgodbe. Marsikateri od prekmurskih Judov je bil spregledan, pa so imeli kljub temu torej ključno vlogo, ne le v tedanji Avstro-Ogrski novo nastali kraljevini Jugoslaviji, marsikdo je tudi preživel in bil enostavno pozabljen, torej po letu 1945. Saj tudi to treba povedati, da tisti, ki so se vrnili, torej po drugi svetovni vojni, niso bili ravno v najboljšem odnosu z novo nastalimi političnimi situacijami. Marsikdo je že pred prvo nacionalizacijo, predvsem pa po drugi nacionalizaciji, odšel iz tedanje Jugoslavije. In danes, recimo leta 2021, je resnično težko iskati potomce teh ljudi po svetu. Marsikdo je spremenil priimke, poskušal zabrisati vse sledi za sabo. Je pa treba izpostaviti, da so to v bistvu edini ljudje, ki lahko še karkoli povejo o nekdaj cvetočih judovskih skupnostih v Prekmurju. Ob obeležitvi obletnice osvoboditve taborišča Auschwitz-Birkenau je nekaj besed spregovoril tudi predsednik republike. Preživeli poljski taboriščnik iz Auschwitza, turski, je v luči obletnic osvoboditve taborišča Auschwitz-Birkenau dejal, da vse to zlo ni padlo z neba. Hotel je reči, da je bilo veliko dogodkov in procesov pred tem, ki so vodili do tega moralnega dna 20. stoletja. Začelo se je z drobnimi nestrpnostmi in se končalo s tem, da je bilo pobijanje Judov v Auschwitzu in drugod šteto kot normalno dejanje. V luči 75. obletnice osvoboditve je dejal, da obstaja tudi 11. božja zapoved in to je: ne bodi ravnodušen. In v luči tega bi želel reči naslednje. Kot predsednik Republike Slovenije sem dolžan opaziti in opozoriti, da je v zadnjih letih sovražni govor, nestrpnost, celo hujskanje k nasilju postalo vse preveč normalen del našega življenja. To je nezaslišano. Vsi mi, zlasti tisti, ki imamo javno besedo, se moramo vzdržati vsake besede in vsakega ravnanja, ki bi ga kdo lahko razumel kot žaljivo, kot sovražno ali celo kot hujskanje k nasilju. To je naša moralna in človeška dolžnost, tisti, ki sodelujemo v javnem življenju, tudi naša politična zavezanost, da po svojih najboljših močeh pripomoremo k temu,
da v tej čudoviti deželi ohranimo strpnost, svobodomiselnost, kjer lahko vsakdo pove svoje stališče, vendar na ta način, da ohrani dostojanstvo slehernega, da ohranimo sožitje in da si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da vse spore med nami, z našimi sosedi in v vsej mednarodni skupnosti rešujemo na miren način. Le tako lahko našim otrokom in njih otrokom zagotovimo mirno in varno prihodnost. Na koncu naj rečem, da z veseljem na nek način, če me razumete, vsako leto v zadnjih letih obiščem to, kot je rekel direktor, edino judovsko pokopališče pravzaprav v Sloveniji. Danes mi je žal, da me po običaju ne spremlja zadnja preživela judinja tukaj iz Prekmurja, moja prijateljica, če smem tako reči, Erika First. Njej in tem čudovitim dekletom, ki so me dvakrat ob 70. in 75. obletnici osvoboditve taborišča Auschwitz-Birkenau spremljale na slovesnosti z tega mesta, poleg tega, da jim bom danes poslal tudi posebno pismo, želim trdnega zdravja in jih prosim, da po svojih najboljših močeh naši javnosti sporočajo tako kot doslej svoje grenke izkušnje, ki so pa, kot vem, prepletene z njihovo neomajno vero, da z primernim ravnanjem, z dostojanstvom naše otroke lahko zavarujemo pred tem, da bi se to ponovilo. Gospe Eriki First in vsem z tega mesta sporočam moje najbolj prisrčne pozdrave. Hvala za vašo pozornost. Žal pa je politično stanje v Sloveniji po vojni preprečilo Judom, da bi se vrnili. Tukaj je mogoče takoj na začetku potrebno izpostaviti, da se te številke, ki se danes v zgodovinskih krogih uporabljajo, rezultat raziskovanj v 90. letih. Torej, recimo nastale pred 30 leti, sam lahko z vso odgovornostjo trdim, da je veliko več Judov preživelo, obenem pa jih je veliko več tudi umrlo v koncentracijskih taboriščih. Predvsem so se izselili ogromno njih v novo nastali Izrael leta 1948, v Italijo, Veliko Britanijo, kar nekaj jih je še danes živečih v Južni Ameriki, predvsem potomcev seveda teh dolnjelendovskih in soboških Judov, tudi v Avstraliji se jih da zaslediti. Torej, lahko rečemo na nek način, da šli so na vse konce sveta in sam, ko obiščem te ljudi, njihove potomce, vedno zasledim na nek način neko obžalovanje, da se mogoče nikoli niso imeli zares priložnosti vrniti domov, da bi razčistili vsaj za svojo dušo preteklostjo na nek način, kljub temu, da moram pohvaliti vse skupaj, da se v zadnjih letih resnično spreminja na pozitivno zadeva in da se dela na tem, da se objektivno predstavi doprinos prekmurskih, lendavskih, soboških, saj vseeno Judov v družbi tedanjega in današnjega časa, saj le tako bodo naslednje generacije imele dejansko eno objektivno znanje, ki bodo ga lahko prenašale na svoje zanamce.